Dober večer vsem skupaj. Jaz sem vse dal potihem, zato da se ne boste mogli vklapljati, pa s tem je pol slab sprejem z moje strani, če imate hkrati vklopljene mikrofone. Dal vam bom seveda možnost, da boste mikrofone vklopili. Vas bom pa prosil, da samo takrat, ko boste imeli kakšno vprašanje, predvsem na koncu. Drugače tukaj na desni strani imate tudi vklopljen chat, kamor lahko sproti vpišete kako vprašanje, če se bo karkoli pojavilo. Tako da vam bom sproti odgovarjal na vprašanja. Ga bom zdaj odprl. Tako. Pa si ga bom dal sem na namizje, da vas bom sproti spremljal. Zdaj samo to predavanje se snema, tako da si ga boste lahko ogledali tudi kasneje. Če vas bo še karkoli drugega zanimalo oziroma da ste kaj preslišali, pa bi radi še enkrat slišali, malo bomo še počakali, zato ker vidim, da se še prijavljajo. Par minut. Okej, najbolj, da kar začnemo, pa če se bo še kdo kasneje prijavil, ga bomo kasneje not spustili. Jaz samo prosim, če mi pokimate, da me slišite vsi. Hvala lepa, hvala. Tako da ne bomo. Se pravi, bomo začeli z vpisom v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu. Jaz vam bom sharal moj screen. Okej. Share. Ne vem, zakaj noče. Navodila, zapis, share. A jih vidite, navodila? Okej. Se pravi, vsi ste prejeli ta navodila. To je bilo že kak teden dni nazaj. Seveda s tem se je pojavilo kar nekaj vprašanj, zato je bila odločitev tudi za ta seminar oziroma bolj pojasnila na vsa vprašanja, ki se pojavljajo. Jaz se seveda opravičujem, da smo to mogli narediti danes na praznik, na državni praznik, vendar žal ostali termini so vsi zasedeni, tako da tekom tedna tega ne bi mogli narediti, se mi pa zdi nujno potrebno, no, vsaj kakor sva se tudi z Veroniko pogovarjala, da vam te stvari čim prej razložimo in pa seveda ovržemo vse dvome in pa neke, bom rekel, neke nejasnosti. Se pravi, z novim zakonom v športu je prišlo tudi oziroma je nujno, da se po usposobljenosti, se pravi za strokovni kader, potem vpišete v razvid strokovno izobraženih in pa strokovno usposobljenih delavcev v športu. Zdaj, kdo so strokovni delavci v planinstvu?
so napisani tukaj spodaj. Se pravi, strokovni delavci v planinstvu so vodniki Planinske zveze Slovenije, alpinistični inštruktorji, skratka vsi kadri, tudi mentorji planinskih skupin, varuhi gorske narave, alpinisti, gorski stražarji, markacisti, vsi so pač strokovni delavci. Ampak če govorimo o strokovnih delavcih v športu, pa potem moramo izključiti te, kot so mentorji planinskih skupin, varuhi gorske narave, gorski stražarji, alpinisti, markacisti. Zakaj? Zato, ker strokovni delavci v športu so vezani na športne panoge. Zdaj v planinstvu, Planinski zvezi Slovenije, imamo uradno registrirane 4 športne panoge. To pomeni tudi, da so v uradnem registru Olimpijskega komiteja Slovenije. Tukaj so planinstvo alpinizem, planinstvo športno plezanje, planinstvo tekmovalno turno smučanje in pa planinstvo tekmovalno ledno plezanje. Zdaj, kar se tiče planinstva športnega plezanja, imamo tukaj strokovni delavec 1 in pa 2, športno treniranje, planinstvo športno plezanje, in pa planinstvo alpinizem enako, strokovni delavec 1, 2, športno treniranje, planinstvo alpinizem. Tako da s to razliko, da v planinstvu alpinizem padejo tudi vsi vodniki Planinske zveze Slovenije, turno-kolesarski vodniki, inštruktorji planinske vzgoje, alpinistični inštruktorji. Zdaj na prvi stopnji so vodniki Planinske zveze A kategorije, turno-kolesarski vodniki 1 in 2, medtem ko na drugi stopnji, se pravi strokovni delavec 2, so pa vse ostale kategorije, vpisane kot moduli znotraj te športne panoge, in pa alpinistični inštruktor in pa inštruktor planinske vzgoje. Zdaj ostalih športnih panog ne bom predstavila, kar se tiče tekmovalnega turnega smučanja pa lednega plezanja, zato ker sta šele pred kratkim vložila programe, tekmovalno turno smučanje je že bilo potrjeno. Pri samem športnem plezanju imamo pa sedaj tudi, se pravi, te ustaljene programe športnega plezanja, s tem, da predhodni programi, kot sta inštruktor športnega plezanja 1 in pa trener športnega plezanja 1, sta na prvi stopnji strokovnega delavca, inštruktor športnega plezanja 2 in pa trener športnega plezanja 2 sta pa na drugi stopnji strokovnega delavca pod športno panogo športno plezanje. Kakšna je razlika med 1 pa 2? Zdaj, kakor ste brali, pa verjetno zasledili, glede tega je tudi bilo kar nekaj vprašanj. Se pravi, strokovni delavec 1 je izvajalec, strokovni delavec 2 je pa načrtovalec nekega športnega programa. S tem, da s to razliko, da v planinstvu, ki je kot posebnost v tem sistemu, imamo pod načrtovanje tudi mišljeno, se pravi, neke planinske izlete, ki so kot učni proces. Kar pa ne pomeni, da na prvi stopnji ne smete organizirati neke aktivnosti, neke vodniške aktivnosti in jo pa tudi izpeljati. Se pravi, bilo je kar nekaj vprašanj, zdaj jaz pa ne smem naročiti avtobusa, ne smem dati ven razpisa, ne. Zdaj, če delamo konkretne primerjave športom, ki ima tekmovalne sisteme, recimo, da vzamemo kolesarstvo, strokovni delavec na drugi stopnji naredi ciklizacijo športnega treninga čez celotno leto. Se pravi, kdaj bojo pavze, kdaj so tekme in tako naprej in tako naprej. Pri nas pa je to neke vrste plan, načrt izletov in pa vseh ostalih aktivnosti. Seveda potem pa tisti, ki so izvajalci na prvi stopnji, zdaj, če gremo spet nazaj kolesarstvo, izvedejo en trening, kar pomeni, da rezervira telovadnico, postavi poligon in pa izvede celotno vadbeno aktivnost. In enako pri nas, se pravi, tisti, ko organizira neki izlet, lahko naroči avtobus, lahko objavi razpis, se pravi, vse tiste aktivnosti, za katere je potrebna neka uspešna izvedba izleta. Tako da tukaj so zdaj vse te neki, bom rekel, dvomi pa vprašanja bila odgovorjena. No, na osnovi tega seveda potem smo se mogli vsi vpisati v razvid. Tukaj še eno pojasnilo. Ta razvid je stal zdaj skoraj celo leto.
zaradi nekih določenih težav na Ministrstvu za šolstvo in šport in so nekje šele proti koncu leta ponovno začeli z pošiljanjem teh odločb. Seveda ta čas smo mi izkoristili in tukaj smo bili tudi edina nacionalna panožna zveza, ki smo dobili ta mandat, da lahko strokovne delavce iz planinstva pač vpišemo v razvid preko tiste tabele. Se pravi, za eno društvo, da pošljemo tja celotno tabelo vseh njihovih strokovnih delavcev in se na osnovi te tabele, seveda s podpisi in pa tistimi obveznimi podatki, ki ste jih pošiljali, vpišejo v razvid. Zdaj, vsa ta društva, ki ste poslala te tabele, tukaj je ta seznam, smo vam poslali. Na tem seznamu so tudi tisti, za katere vemo, da so se sami vpisali, pa so nas zaprosili za celotno društvo, da jim pošljemo te diplome in pa potrdila. Tako da tukaj je seznam vseh, ki smo jih poslali na ministrstvo in seveda zdaj te podatke oni tam obdelujejo in ko pridete na vrsto, bodo vsi posamezniki, se pravi, tukaj ne društvo, ampak konkretno nek vodnik z imenom in priimkom bo na dom dobil odločbo, da je uspešno vpisan v razvid strokovnih delavcev v športu, oziroma bo domov dobil poziv za dopolnitev te vloge, če karkoli manjka. V tem primeru se pa potem ta posameznik obrne s to odločbo, s tem pozivom na e-naslov strokovni.kadri@pzs.si. Tukaj bomo potem pošiljali vse odgovore, potrdila, kar se tega samega razvida vpiše. Zdaj tale e-naslov sem vam tudi opisal tukaj. Okay. Seveda, to je bilo možno narediti do 1.12.2020. Prav tisti, ki ste do takrat poslali te Excelove tabele z lastnoročnimi podpisi, smo jih tudi vse naprej poslali. Zdaj bo pa treba počakati. Lahko da bo trajalo kar nekaj časa, zato ker mi smo samo ena od nacionalnih panožnih zvez, ki čaka na ta postopek, tukaj so še ostale nacionalne panožne zveze, tako da ta postopek pač bo trajal dlje časa. S tem razlogom smo mi tudi poslali oziroma poprašali na ministrstvo, namreč zdaj v tem trenutku se odvijajo tudi razpisi na lokalni ravni, kjer so pa posamezne občine zahtevale podatek iz tega vpisa v razvid, ki pa še ni na voljo oziroma ni v celoti. In na ta način je potem, oziroma na našo pobudo je potem ministrstvo na vse občine poslalo dopis s pojasnilom, da pa v letu 2022 še vedno upoštevajo tudi potrdila nacionalne panožne zveze o strokovnih kadrih. To so pa tista potrdila, ko ste ponavadi imeli razpis, pa ste potem zaprosili, da vam pošljemo spisek recimo vodnikov Planinske zveze s podpisom pa žigom Planinske zveze Slovenije, da ste ga pač priložili zraven k razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Okay. Se pravi, to je kar se tiče teh tabel. Se pravi, ta tabela je bila edina možnost, da se skupinsko vpišemo v razvid. Nekateri ste jo izkoristili, nekateri jo niso izkoristili, ker so se pač odločili, da bodo to naredili sami. Zakaj? Potem tukaj je še vprašanje, zakaj se pravzaprav moramo vpisati v razvid strokovno usposobljenih in pa izobraženih delavcev v športu. Tukaj to določa nov zakon o športu in bo tudi podlaga za vsa nadaljnja sofinanciranja tako na lokalni ravni kot na državni ravni, se pravi za vse razpise. Prav tako pri nekih inšpekcijskih nadzorih, recimo, če nek strokovni kader ne bo vpisan v razvid, zna imeti težave, pa bo pač to dejavnost počel brez tega vpisa. Potem tukaj so še potem, recimo zdaj je bil primer teh ukrepov v času korone, se pravi, so pač bile določene bonitete zgolj za te
ki so bili vpisani v razvid. Tukaj je še eno vprašanje, ali pride obvestilo po navadni pošti ali e-pošti, se pravi, ta odločba pride po pošti, se pravi, po navadni pošti dobite, mislim, da celo priporočeno, tako poziv za dopolnitev vloge oziroma odločbo, da ste bili uspešno vpisani v ta register. To bomo še povedali. Dobro, to je zdaj, kar se tiče samega programa. Se pravi, tisti, ki pa se do 1.12. niso podpisali na tisto Excelovo datoteko, se pa morajo od zdaj naprej sami vpisati v ta razvid. Se pravi, ta vpis je od sedaj naprej tudi za naše člane Planinske zveze Slovenije individualen. Se pravi, ne more ga vpisati ne društvo, ne Planinska zveza, ampak se lahko vpiše vsak sam. Zdaj, sam vpis je preprost. Bom razložil na kak način. In sicer tukaj imate primera dveh diplom. Ta rumena je stara diploma, te diplome ne izdajamo več, ker je še po starem zakonu o športu. Desno imate pa novo diplomo, po novem zakonu o športu. In nov zakon govori, da tudi vsi, ki se boste na novo usposobili, boste prejeli to diplomo. Tukaj zdaj se ne moramo več odločati, ali bi to diplomo izdali ali ne, ampak vsi, ki se boste usposobili, se pravi, da boste naredili vse tiste korake, vključno s pripravniško dobo, izpitom in vsem potrebnim, mu bo izdana ta diploma. Zraven bomo pa še dodali eno obrazložitev, kako se vpiše v razvid. Se pravi, tale obrazec, ne, se opravičujem, samo da je tale obrazec odprem na naši spletni strani. Bom takoj ga odprl. Tako. Se pravi, ta obrazec je nov, prej je bil, bom rekel, bolj zakompliciran, zdaj je čisto enostaven. Dobite ga na naši spletni strani, dobite ga na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport, kjer si ga potegnete na namizje in ga izpolnite. Gre za vpis samo osebnih podatkov, tukaj bi pač opozoril, da dajte vpisovati podatke iz vašega osebnega dokumenta. Namreč, če ga kličemo Tonček, na osebnem dokumentu ima pa Anton, potem morajo pač biti ti podatki tukaj gor izpisani in to naj bi tudi veljalo potem, mislim, naj velja tudi že nekaj časa, na to opozarjamo pri vseh vpisih v naš informacijski sistem naveza, zato da ne prihaja potem do težav pri zavarovanjih in tako naprej. Dodati mora to listino o pridobljeni izobrazbi, se pravi, tukaj je potrdilo o diplomi, maturi, pač tisto, kar imate, in pa diplomo o pridobljeni usposobljenosti. To je pa ta diploma, katero sem vam pokazal prej. Se pravi, to belo diplomo. Se pravi, te tri stvari je treba potem poslati v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport, ali pa tudi možno je z navadno pošto, oziroma priporočamo priporočeno pošto, ali pa na njihov elektronski naslov gp.mizs@gov.si, kjer bo prišla tudi povratnica, da je bilo to potrdilo, da je pač bila vloga uspešno poslana na ta naslov. In seveda s tem, ko ste to naredili, se prične postopek za vpis v razvid in na osnovi tega boste potem čez nekaj časa prejeli odločbo. In kot sem rekel, to zdaj v tem trenutku traja dlje časa, kasneje bo verjetno, ko bo tega manj, pa ko bo ta prvi val šel mimo, nekaj več. Še eno stvar, v času teh vseh
oziroma sem vam dolžen pojasnilo. Ja, v času celega leta, ko smo vas pozivali preko številnih mailov, predvsem za ureditev strokovnih kadrov v navezi. Razlog v tem je bil, da smo skupaj pobrali vse arhive strokovnih delavcev v planinstvu iz različnih obdobij. Govorim o obdobju 30 let in tega se je nabralo kar 10 000 posameznikov, ki jih je potem bilo potrebno vse prenesti v navezo, jih tam nekako upariti z že obstoječimi člani v navezi. In seveda zdaj trenutno je seznam, bom rekel, nekje na 90%. Se še vedno dogajajo določene korekcije, tudi z vaše strani bomo zelo veseli, da pošljete vse pripombe morebitne kar na portal afna.pzs.si, če opazite, da so kakšne pomanjkljivosti, da kdo celo manjka, da nima kakšne kompetence vpisane, se pravi, da ta seznam res počasi prečistimo in pridemo do nekega, bom rekel, v navezi seznama, ki bo potem izhodišče za vse naše nadaljnje delo, od zdaj že v letošnjem letu prijav na določena usposabljanja in tudi kasneje, ko bom razlagal, kar se tiče same registracije vodnikov, alpinistov in tako naprej. Potem še eno pojasnilo. Vpis v razvid je enkraten in velja potem pač do konca življenja. Se pravi, če ste postali vodnik PZS-A na prvi stopnji, se vpišete enkrat. Če ste kasneje naredili še višje kategorije, se vpišete tudi še na drugo stopnjo enkrat. Se pravi, ta vpis ni vsako leto, ampak je enkraten. Potem, glede na to, da imamo na drugi stopnji več modulov, od alpinističnega inštruktorja planinske vzgoje, se pravi različnih vodniških kategorij, vam v tem trenutku, če imate teh kategorij več, vpišemo tisto najvišjo, se pravi najvišjo kompetenco. Se pravi, vpis je enkraten, potem se pa na osnovi tega vpisa urejajo vaše kompetence. Se pravi, kompetence pomeni, kaj vse lahko vodite, če ste vodnik B oziroma vodnik katere višje kategorije ali pa inštruktor. Tako da vpis je enkraten. Bom še tole prebral. Ali pripravnike, vodnike, ki so tečaj naredili v letu 2019-2020, pa niso bili vpisani v tabelo od PZS, avtomatsko vpišejo razvid oziroma podatke pošlje na ministrstvo. Ali mora to narediti vsak pripravnik sam? Pripravniki še niso vodniki in se ne vpisujejo v razvid. Se pravi, najprej se morajo do konca usposobiti, morajo prejeti to diplomo in na osnovi te diplome se potem lahko sami vpišejo razvid, oziroma se morajo sami vpisati v razvid po navodilih, ki so tukaj spodaj. Ta navodila bodo seveda prejeli tudi vsi, bom rekel, novopečeni strokovni kadri zraven te diplome, zato da ne bojo iskali, kako je in zakaj je potreben ta vpis, se pravi, da jim bo to delo olajšano. Ali se morajo gorski vodniki prav tako individualno vpisati v razvid preko oddane vloge? Gorski vodniki niso strokovni kadri v planinstvu, se pravi v okviru Planinske zveze Slovenije. Gorski vodniki imajo svoj zakon o gorskih vodnikih in njim ta vpis ni potreben, razen če seveda se bi radi vpisali kot alpinistični inštruktorji, so se za to usposobili, potem seveda je za njih enak postopek kot tudi za vse ostale. Tuji državljani prav tako se lahko vpišejo v razvid, to smo že tudi pojasnili. Nekateri vodniki tečaja za vodnike PZS v letu 2017 nismo prejeli diplom, ampak imamo le potrdilo o udeležbi na tečaju. Ja, zdaj te, ki nimate diplom, ali pa ste diplomo izgubili, pa ste usposobljeni po starem zakonu o športu, pošljete e-pošto na strokovni.kadri@pzs.si in na osnovi tega vam bomo izdali potrdilo, s pomočjo katerega se boste vpisali v razvid. Tiste kopije izkaznic vodniških ne veljajo, če jih prilagate zraven. Tako da morate dobiti potrdilo,
Zdaj, tisti, ki ste prejeli že novo diplomo, pa jo boste kdaj kasneje morda tudi izgubili oziroma se bo to zgodilo, samo tako pojasnilo, se pa da dobiti duplikat diplome, no, tako da jo se da dobiti duplikatno. Kaj je listina o pridobljeni izobrazbi? Listina o pridobljeni izobrazbi je pač listina, ki izkazuje vašo formalno izobrazbo, se pravi diplome, mature in tako naprej. Ali je oziroma bo ta razvid javno dostopen, viden, kdo je vpisan? Glede tega se lahko pozanimamo na ministrstvo. Zaenkrat mislim, da teh podatkov še ni javno objavljenih. Tudi ne vem, kako bojo reševali to glede GDPR-ja pa vsega skupaj. Namreč določene težave so že pri samem prenosu podatkov na občine in se potem občine pač obračajo s tem razlogom na nas, kdo je vpisan oziroma kdo je strokovno usposobljen, tako da te relacije se bojo verjetno še reševale. Potem te diplome bomo seveda pošiljali vsem, ki bodo opravili tečaj. Tako da, se pravi, tečaj oziroma jih boste prejeli vsi, ki ste tečaj opravili po letu 2019. Namreč aprila 2019 je bil tudi sprejet ta naš program strokovnih delavcev v športu in od takrat naprej se lahko izdajajo diplome. Pred tem obdobjem gre za vpis v preteklosti, usposobljenosti iz preteklosti in vsi ti bodo prejeli potrdilo o usposobljenosti. Ali mora vodnik pridobiti višje kategorijo B, ko je že vpisan v razvid na drugi stopnji, karkoli sam narediti? Ne, ni potrebno. Te kompetence mu mi avtomatsko vpišemo. Se pravi, vi, če ste se vpisali kot vodnik B na drugo stopnjo, potem pa ste naredili tečaj še za D ali pa E, vam ni potrebno ponovno pošiljati. Te kompetence mi potem avtomatsko zabeležimo v sistem. Ali bo PZS? Ja, PZS bo avtomatsko pošiljala diplome. Se pravi, nekdo, ko se bo usposobil, bo to diplomo prejel. Zdaj piše v kolikem času, jaz mislim, da čim prej. Ko se nekdo usposobi, mora pač to diplomo prejeti. V izogib dilemi je kakšen razlog, da v bodoče ne more vpis v razvid izvesti PD za svoje bodoče vodnike? Ja, razlog je v zakonu, kjer je lepo jasno napisano, da je možen vpis samo individualen. Zdaj to, kar smo imeli teh nekaj mesecev na voljo v Planinski zvezi Slovenije, pa nek mandat, ki smo si ga, bom rekel, z veliko muko izborili, da smo lahko porinili večje število strokovnih kadrov v sam sistem, pa tudi na nek način olajšali delo vam kot društvenim delavcem. Tako da za naprej, se pravi od lanskega decembra naprej, to ni več možno in za to mora poskrbeti vsak sam. Diplomo boste prejeli po upravljenem pripravništvu, ko upravite vse zahteve po programu usposabljanja in vam bo potem pač posamezen strokovni delavec, ki je za program zadolžen na Planinski zvezi Slovenije, tudi poslal to diplomo. Se bo v razvidu vodila veljavnost licence. Licenca ni predmet vpisa razvid, licenca je predmet Nacionalne panožne zveze, vkolikor je to opredeljeno v statutu, se pravi v krovnem dokumentu. Zdaj Planinska zveza Slovenije ima to vpisano, se pravi, je licenciranje potem tudi obvezno za vse strokovne kadre. Tukaj na vrhu smo vam dali povezavo do novega pravilnika o licenciranju, kjer smo lansko leto maja, je bil sprejet na upravnem odboru Planinske zveze Slovenije in je potem bil tudi, se pravi, smo šli iz 3-letnega obdobja na 4-letno obdobje, se pravi, licenca zdaj velja vsem strokovnim delavcem 4 leta, ne več 3 leta. In te licence beležimo na Planinski zvezi Slovenije in zdaj v kratkem bojo tudi prišle v navezo, kjer boste lahko videli, komu, koliko časa, katera licenca velja. Ni pa to predmet vpisa v razvid. Okej.
Zdaj bom pa jaz sam tale stop share, pa bom odprl, tako da lahko zastavite tudi kako vprašanje, če je še kakšna dilema glede tega. Samo se morate dati na unmute, se pravi, morate klikniti, da vas bom slišal. Če je karkoli še za vprašati. Tukaj je še bilo eno vprašanje, kako daleč je vnos vodnikov tudi preko naveze. Zdaj, jaz mislim, da v tem trenutku so že vsi not, s to razliko, da trenutno Veronika pa ena sodelavka še urejata te podatke, glede na pretekle registre. Tako da se podatki sproti zdaj še kontrolirajo enkrat, mislim, da zdaj že tretjič, no, da se še te napake odpravljajo. In bojo. Zdaj, če pa vidite vi kako napako, pa dajte to javiti, tako kot sem rekel, na strokovni.kadri ali pa na portal afnapzs.si, pa bomo te napake odpravili oziroma ugotovili, zakaj je do njih prišlo, ker se pravi, veliko je takih napak, da določen vodnik, ki je zdaj član, ni povezan z osebo, ki je bila v nekem registru prej zavedena. Zdaj, bodi si zaradi pomanjkanja podatkov, bodi si zaradi zatipkanega imena, priimka, tako da to se odpravlja. Enako velja za priznanje in za vse ostalo. Kaj pomeni to za klube, če se ne vpišejo? Za klube to pomeni, da v nadaljnjem ne bojo mogli kandidirati na razpise, se pravi na lokalni ravni za šport, in pa tudi, da njihovi vodniki po zakonu o športu oziroma njihovi strokovni kadri po zakonu o športu ne morejo opravljati te dejavnosti. Zdaj, če bi prišlo do inšpekcijskega nadzora, so v prekršku. Tukaj je iz PD Mislinja, razvid je že javno dostopen, kdor je vpisan do 15.1. je že na seznamu oziroma v razvidu, tako da še ta podatek, hvala, kdorkoli je to napisal s PD Mislinja. Registracijo bomo zdaj naprej povedali, ali je za pridobljeno izobrazbo in diploma dovolj kopija, ali je potrebna samo kopija, se pravi, skopirate, preložite, zadostuje, ni treba overiti te kopije. Kako je z zavarovanjem, če lahko nepotrjeni še naprej opravljajo delo vodnika? Zdaj, tega vprašanja jaz točno ne razumem. Zavarovanje, strokovni kadri, tisti, ki ste registrirani, imate tudi vključeno zavarovanje proti odgovornosti. Kot sem pa že rekel, za naprej upravljanje tega dela pa ja, če ne boste vpisani v razvid, oziroma ne bomo vpisani v razvid, saj tukaj večina nas smo v prekršku. Jaz mislim, da tudi sam postopek zdaj ni toliko zakompliciran, da bi bil razlog, da tega ne bi storili. Borut Avbohen, glede tega se boš obrnil na Veroniko, to še vedno velja, tako da ti bo poslala iz tistega njihovega pravilnika, kako pa na kak način lahko kot alpinistični inštruktor pridobiš katero od vodniških kategorij, se pa da. Še kako vprašanje glede tega? Nejasnost, karkoli, saj jaz pravim, ni neumnih vprašanj, so zgolj neumni odgovori. Zdaj, če vas karkoli žuli, dajte vprašati, dajte se vklopiti pa vprašati ali pa napisati. Preden da nadaljujemo na samo registracijo, tukaj vidim, da me Martin sprašuje glede registracije, pa mu to zdaj v nadaljevanju povedal. Sam bi res rad ta del prej zaključil. Teja sprašuje, če je bil vodnik na seznamu za vpis v razvid označen kot A kategorija in je zdaj naredil B kategorijo, se mu je potrebno še enkrat vpisati v razvid. Da, zato ker A kategorija je prva stopnja, B kategorija je druga stopnja in za drugo stopnjo je potrebno oddati ponovno vlogo. Enako velja tudi, recimo, če je nekdo vodnik, alpinistični inštruktor in pa hkrati inštruktor športnega plezanja. Mora oddati eno vlogo za
športno panogo, planinstvo, alpinizem, se pravi alpinistični inštruktor, vodnik, in pa drugo vlogo za športno panogo, športno plezanje, ker sta dve različni športni panogi. S tem se vpiše na obe dve športni panogi gor. Zdaj, če bi bil pa še učitelj tekmovalnega turnega smučanja pa lednega plezanja, mora pa oddati 4 vloge. Vsaka športna panoga je zase. Licence so pomembne za sezname za občine. Zdaj, Helena, jaz ne vem, tukaj vsaka občina ima verjetno, lahko se vključiš, pa vsaka občina ima neke svoje zahteve. Zdaj, v kakšnem smislu, mi moraš pa več pojasniti. Lahko, če me slišiš. Ja, slišim, ja, živjo. Ja, živjo, mislim, jaz ves čas isto sprašujem. Sedaj, kadar se javljamo na razpise občinske za programe za šport, prosimo Planinsko zvezo, da nam izda potrdilo o številu strokovnih sodelavcev. Ja. Ravno kar je bilo rečeno, to potrdilo bo zdaj zamenjalo, da bojo same občine pridobile seznam iz vpisa v razvid. Ampak v seznamu za razvid bojo ljudje vpisani, tudi tisti, ki nimajo več veljavne licence, kajti tam se vpišejo vsi, ne glede, kdaj so pridobili to izobrazbo. Kako bojo občine vedele, da imamo mi samo določeno število trenutno veljavnih in aktivnih strokovnih delavcev? Ja, to je težko. Pred to dilemo se zdaj tudi ustavljamo. Isto velja, recimo, ko smo zdaj izdali potrdila za registrirane alpiniste in tako naprej. Zdaj občina lahko vidi samo te, ki so vpisani v razvid. To so pa vsi, ne glede na to, ali ima licenco ali nima licence. Verjetno bodo v nadaljevanju zahtevali še dodatno potrdilo za te, ki dejansko imajo zraven licenco in so tudi dejansko vaši člani, ker na neki točki bojo ugotovili, da ta podatek za njih ni najbolj merodajen. Zdaj, če bojo oni kar v kompletu vzeli celoten seznam strokovnih delavcev, recimo za PD Domžale, če govoriva, zdaj, čez par let, če pogledava, če se jih bo zdaj v parih letih, ne vem, vpisalo v razvid, ne vem, 20 ali pa 30, pa verjetno zdaj, pol čez 5 let ne bojo vsi več člani, recimo, ali pa ne bojo imeli licence. Občina jih bo pa še kar vodila, pod istim številom. Bo verjetno to tudi pri njih vplivalo na samo višino financiranja, sofinanciranja, kar je sicer za društvo dobro, ampak, ja, ni pa... Ja, ne verjamem, da bo... Ja. In zato bom lepo prosila Planinsko zvezo, da nam bo še naprej izdajala potrdila, ker mislim, da jih bomo resnično potrebovali, pa tudi za ostale strokovne delavce, ki niso v športu, ampak jih imamo na seznamih in z njimi in smo ponosni na njih. Ja, mislim, tukaj sploh ni debate, da ne bi pač dali. Zdaj, če boste ta potrdila rabili, tako kot do zdaj, vsa leta, boste poslali kar preko maila, najbolj. Ni treba delati posebne dopise na Wordovem obrazcu, pa prelagati, lahko v mail napišete, da rabite to pa to za strokovne delavce, za, ne vem, letni program športna na občinski ravni, pa vam bomo to potrdilo potem izdali. Tako da to sploh ni vprašanje in se bo še tudi naprej dogajalo. Tukaj je še eno vprašanje, vse to smo že povedali, kaj pa kategorija ABD? Pomeni, da D ni potrebnega posebnega vpisa, je na drugi stopnji. A kategorija je na prvi stopnji. Se pravi, če ste vodnik A kategorije, samo A kategorije, se vpišete na prvo stopnjo. Če ste kategorije ABD, se vpišete na drugo stopnjo. Vse ostalo se zadaj kompetence urejajo. In ko boste vi to potrdilo dodali že zraven, na ministrstvu vejo, kam vas bojo vpisali, zato tudi na obrazcu ni več posebnega polja, kamor ste, namreč na prejšnjem obrazcu je bil, kamor ste mogli sami vpisati, na katero panogo se vpisujete, pa na katero stopnjo. Zdaj tega ni, zato ker smo mi na ministrstvu pač poslali vse naše strokovne programe, vključno s kompetencami in na osnovi tega vas oni pač vpišejo. Zdaj, če bojo oni tisto diplomo, ko bojo prejeli, na tisto vas bojo vpisali. Ampak, če ste recimo zdaj vodnik AB, pa ste se vpisali na drugo stopnjo, pa če čez 2 let naredili na D, se vam ni potrebno na novo vpisati, ker bomo mi sam zavedli še njim kompetence. Se pravi, vpis na drugo stopnjo je enkraten.
Kaj moramo storiti, če nekomu ministrstvo zavrne vpis v razvid, čeprav ima licenco za vodnika PZS? Ja, čisto odvisno, kaj piše, kakšen je razlog te zavrnitve. Razlog je lahko prenizka izobrazba. Veronika, daj mi pomagaj, mislim, da je 5. stopnja, ne? 4. stopnja je dovolj, problem se pa zna pojaviti pri tistih, ki so bili usposobljeni v preteklosti pred tem zakonom oziroma še pred prejšnjim, ko se stopnja izobrazbe še ni pogojevala. Tako da tukaj pa mogoče zna biti problem. Če bo kdo dobil zavrnjeno, dajte nas kontaktirati, pošljite nam sken odločbe, pa bomo skušali pomagati. Ja, tudi za vse ostalo velja, pač na tisti poziv oziroma, kar morate dopolniti, piše, kaj je treba dopolniti. Zdaj ponavadi so manjkale te original diplome oziroma original diplome, da so dali kar zraven kopijo vodniške izkaznice in so dobili pač nazaj poziv, da je treba z uradno diplomo to dopolniti. Takrat je treba tole vlogo ali skenirati, slikati pa poslati na strokovni.kadri@pzs.si. In tam vam bomo pač za to izdali ustrezen dokument, ki ga boste poslali tja. Je pa 8 dni za dopolnitev vloge, no. Če ne, je treba vlogo ponoviti v celoti. Samo toliko. S tem, da dajte takoj tisti dan, ko dobite vlogo, jo poslati, dajte to tudi vse vaše strokovne kadre naprej opozoriti, da ni pol tako, pač še samo en dan imam, pa pošljemo, pa takoj zdaj, včeraj bi rabo, no. Zato, ker je pač treba podpisati, pripraviti, pa hkrati uskladiti z vpisom v špak v tem informacijskem sistemu ministrstva. Zdaj, Tomaž Rosimovič, tega vprašanja točno ne razumem, kaj občine v praksi daje društvom oziroma registriranim delavcem v športu, vodnikom, alpinistom neposredno. Ali gre le za razpise občine? A lahko še to dodatno se pojasni, Tomaž? Ali se kar vklopi, ali pa se napiše, ne vem točno kaj. Okej. Ga ni. Občine konkretno nič ne dajo, zdaj, če čisto tako odgovorim na to, občina nič konkretno ne da, razen da ko je pač razpis za sredstva, se pravi, na lokalni ravni šport, potem se na ta sredstva kandidira, no. Saj pri nas v PDK-vam, ki je tako, da vsako leto se prijavimo na ta razpis, pa mislim, da je še marsikje, v kateri občini, da se prijavljate na razpise, kakor sem seznanjen. V redu. Ali so potem tisti strokovni kadri, ki so vpisani v navezi, tudi registrirani pri ministrstvu? Ne. To naveza je informacijski sistem Planinske zveze Slovenije in pa vas društev, kjer prihajate do teh podatkov, in te podatki se ne prenašajo na ministrstvo, razen registracija za športne plezalce in pa alpiniste, ki pa gre na Olimpijski komite Slovenije. In pa potem registracija vodnikov, turnokolesarskih vodnikov in pa seveda vse ostalo za zavarovanje odgovornosti. Medtem ko pa na ministrstvo pa mi ne pošiljamo nobenih teh podatkov. Okej, zdaj, če smo... Ja, zdaj, če je karkoli v navezi napačno, dajte napisati na strokovni.kadri@pzs.si. Vem, da nekje so, ker zanimivo je, koliko ljudi v Sloveniji ima isto ime, priimek, in to take kombinacije, ki si človek najmanj pač misli. Mislim, neko posebno ime, priimek, ampak je ziher, kjer še obstaja v Sloveniji, no, tako da predvsem do tega prihaja, no. Ali pa so se kakšne kompetence narobe prenesle iz starih registrov, tako da, glej, tle ni nobene katastrofe, dajte napisati, pa bomo te napake odpravili. Okej? Zdaj bi pa jaz še sam glede potem te registracije. Zdaj, v lanskem letu smo registracijo že začeli vnašati za alpiniste pa turne kolesarje preko naveze.
namreč izkazalo se je, da je stvar bistveno bolj enostavna tako za društva kot za nadaljnjo obdelavo, ker s tem dobimo vse podatke not. Hkrati vi imate v navezi že vse te osebe opisane in jih samo praktično izberete. Res pa je, da lansko leto še nismo imeli določene stvari povezane s kompetencami, tako da smo potem letos, zdaj januarja, štartali še z vodniki. Se pravi, da se ni potreba več pošiljati teh raznih Excelovih datotek po mailu, papirni obliki, ampak greste čisto preprosto v navezo, odprete zahtevek, poklikate podatke in oddate. Dve stvari sta pomembni, oziroma, kdo lahko odda te podatke? Te podatke lahko oddajo društveni administratorji, te, ki zdaj so urejali članarino. Je pa res, da so te posamezniki kar obremenjeni s članarino, no. Tako da jaz ne bi prelagal vse na njih, ampak smo potem odprli dostop za načelnike odsekov, vodniških odsekov, alpinističnih odsekov, pač karkoli imate, in lahko zaprosite za dostop za tega človeka, da mu omogočimo, da pride v navezo. Kam on pride v navezo? On pride samo do tistega zavihka usposabljanja, pa nikamor drugam. Tako da vas ni treba biti strah, da bi lahko karkoli šaril po članarini, karkoli preveril, gledal. Ta bojazen je izključena in mu dajte komot dostop, da on samo vnaša te podatke, samo ureja te podatke in jih oddaja v skladu z razpisi. Pogoj pri registraciji je tudi aktivna članarina. Se pravi, ne morete biti registrirani, če recimo v letošnjem letu nimate vnešene članarine za 2021. Takrat vas sistem zavrne, oziroma do zdaj še ni bilo tako narejeno, od zdaj naprej bo, da praktično bo že sam sistem, ko boste tako osebo vnesli, zavrnil tako osebo. Tako da to je eden od pogojev, to pa zato, ker potem vse te stvari gredo naprej na zavarovalnico, se pravi za zavarovanje strokovnih kadrov, ker vsi ste zavarovani kot strokovni kadri. Zdaj, takrat, ko vi te podatke vnesete in jih potrdite, te podatki se ne takoj potrdijo, oziroma se zaključijo, ampak se prenesejo na strokovnega sodelavca, ki je pač zadolžen za to področje. Za primere vodnikov je to Veronika, ona te podatke dobi, jih pregleda in potrdi. In takrat, ko jih ona potrdi, tudi vi dobite o tem obvestilo, oziroma če jih zavrne, tudi dobite obvestilo. Eno obvestilo je v navezi, drugo pa po e-pošti. Zdaj bom jaz sam še tle pogledal. Sam vprašanja gledam, grem pa pokazati direkt v sistemu. Kdo uredi dostop do naveze? Dostop do naveze lahko uredi vsak administrator, ta glaven administrator, ki vnaša članarino, ker imajo vsi to pravico. To smo tudi zadnjič povedali na skupnem seminarju za navezo. Zdaj, če pa ne bi šlo, pa dajte napisati na portal afna.pzs.si, mi vam bomo poslali en obrazec z vašimi podatki, ki ga mora potem podpisati predsednik, se pravi, predsednik se mora strinjati in pa ga vi podpišete, da jamčite, da teh podatkov ne boste nikamor pošiljali, ste pač potem vezani na zakonodajo oziroma GDPR in potem dobite ta dostop po mailu, se pravi po elektronski pošti. Zato je dobro, da date zraven, se pravi, te osebne podatke, ime, priimek, se pravi, z osebnega dokumenta, rabi se ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča in pa elektronski naslov, osebni elektronski naslov, ne to nek skupni od nekega društva, zato ker potem vam na ta elektronski naslov vi dobite potem podatke za dostop, se pravi uporabniško ime pa geslo in to geslo seveda potem tudi spremenite zaradi stopnje varnosti. Tako da lahko vam da društveni administrator, če pa ne bi šlo, se pa naj nekdo z društva obrne na nas,
kar na portal afnapzs.si, pa bo dobil ta obrazec za dostop. To je še eno vprašanje, torej, še za prejšnjo temo. Torej, ko nekdo pošlje vlogo za registracijo na ministrstvo, še enkrat, ne registracijo, ampak za vpis v razvid. Registracija je popolnoma druga stvar. Vpis v razvid je pa spet drugo. Gre za vpis o usposobljenosti. Registracija je pa na ravni Planinske zveze Slovenije. To je druga stvar. Počaka, da dobi odločbo, na to ga vpišemo v navezo. Ne. To nima nobene stvari z navezo. Se pravi, usposabljanje je popolnoma druga stvar. V navezo se ga vpiše, ko je nekdo član in ta član gre potem na usposabljanje za vodnika, naredi usposabljanje za vodnika in dobi diplomo. In s tem, ko dobi diplomo, ga mi vpišemo v navezo, se pravi njegovo kompetenco, in ga mi vpišemo v aplikacijo ministrstva Špak. On je samo dolžen to diplomo, kopijo te diplome, tisto vlogo, katero sem prej pokazal, in pa potrdilo o izobrazbi poslati na ministrstvo. In zato bo prejel tudi zraven navodila, zraven te diplome, da bo vedel, kako to narediti. Tako da ne mešati registracija pa usposobljenost. Skupni odseki dveh društev. Članstvo v odseku, ki ni enako članstvo v društvo. Se to, Martin, smo že debatirali. Gre za to, da strokovni kader, nekdo, ki je usposobljen, se usposobi v okviru društva. In za to društvo potem prejme tudi sredstvo v primeru, da se kandidira na neke razpise. Zdaj, če imate vi nek skupen odsek dveh društev, jih morate vi vseeno vnesti pod registracijo, pod vsak svoje društvo. Se pravi, vsak, kjer je član. Ne vem, če jaz gledam planinsko društvo Bajtar, pa planinsko društvo Kamnik, pa če bi mi imeli skupni odsek, smo mi še vedno usposobljeni, ker sem jaz član planinskega društva Kamnik, bo mene v Kamnik vpisal kot člana in bom tudi pri njih zaveden v navezo kot strokovni kader, usposobljen. Medtem ko pri PD Bajtar pa ne bom, razen, če tam ne bom tudi D član. Se pravi, z lanskim letom imate možnost tudi vpisa D članarine, katero višino določa vsak sam in je pa pač pol še tam vpisan kot D član. Martin, lahko vprašaš? Izvoli. Čisto na kratko, saj si pojasnil. V tem primeru je pravzaprav boljše, da če je skupen odsek dveh društv, da vpis urejaš preko tistega človeka na društvu, ki je kompetenten za navezo. Da se ne javljaš sam, ker ne moreš v drugo društvo noč, razen če se ne vpišeš. In je to pol lažja pot, da greš pač k dvema administratorjema na društvo. Jih pač bremeniš, sej recimo glih za vaš primer sva lani reševala na alpinističnem odseku, ko imate Bohinj pa srednja vas, imate Bohinj, in potem smo na vsaki strani določili administratorje, da so se vnesli not, pa smo pač združili ta podatek skupaj. Ampak zdaj za neke občinske razpise je pa njim to čisto vseeno, ko občina pač da razpis ven, se bo na ta razpis prijavil Bohinj pa srednja vas in bojo te podatki šli na tisto stran, ki pač so vpisani. Ampak druga stvar je pa še to, da si član, ne vem, to imam pa otroka planinskega društva Bled, ki nikoli ni imel alpinističnega odseka in je pri alpinističnem odseku v Radovljici. V tem primeru mora biti tudi član v planinskem društvu Radovljica. Če hočejo tam, recimo, da ta otrok potem rata alpinistični inštruktor in hoče biti alpinistični inštruktor pri Radovljici, mora biti tudi tam član. To je pač zdaj na ta način. Je pa ta D članarina, katere višino pa določa planinsko društvo. A je to razumljivo? Martin Luzar, torej v navezo lahko pišemo tudi strokovne kadre, ki delujejo v dveh društvih in so v osnovi člani nekega drugega društva. Za vas je vedno en človek član vašega društva.
tako rekel, recimo PD Kamnik ne zanima, kje sem še jaz član. Jaz sem lahko član v 10 društvih. V PD Kamnik plačam A članarino, v PD Domžale plačam B članarino, ne vem, PD Ravne na Koroškem plačam pa D članarino. Dejansko jih ne zanima. In jaz sem pač ta strokovni kader sem v planinskem društvu Kamnik. Ivan, kako bo s povezanimi društvi preko mentorstva manjšemu društvu? Tega ne razstopam. Prosim, bolj podrobno. Pozdrav. V novem statutu bo sprememba v društvih, da bo manjša društva imela mentorstvo nad svojim delom. Aha, to boste pa počakali, bo pa takrat raztolmačeno, kako pa na kak način. Tako da ne bi zdaj to, jaz bi zdaj šel kar na registracijo, ker smo že kar nekaj cajta, tako da še to povemo. Pa bom jaz zdaj dal tole registracijo gor. Samo da se odjavim ven. Ok, pa bom shareal screen, da se bomo videli. Tako. Se vidi, a ne? Se pravi, pridemo na navezo preko spletne strani Planinske zveze Slovenije. Tukaj gor desno imamo gumb naveza, ga kliknemo. Zdaj, jaz bi prosil samo, če tisti, ki ste vklopljeni, da se date potiho, hvala. Potem se vpišemo v navezo z uporabniškim imenom in geslom, ki ga imamo. Zdaj jaz bom šel v Kamnik. Tako. Zdaj, tisti, ki je administrator, ki bo načelnik odseka, bo videl samo ta del usposabljanja. In zdaj tukaj dol bom na hitro predstavil. Imamo registracijo, imamo licence, imamo strokovni kadri, tisti, ki so aktivni, in pa arhiv, se pravi vseh, ki so bili nekoč pri vas. Zdaj, namreč usposobljenost je trajni naziv in s tem razlogom je ne brišemo ven. Tako da imate arhiv, tukaj je sicer kar nekaj pritožb, zakaj je ta pa ta pri nas not, pa če ni več pri nas, ampak glejte, pač usposobljenost, kot sem rekel, je trajna in kot taka ostane zavedena not. Se pa vidi, da ta oseba ni vaš član. Zdaj, tukaj imate obrazce. Imate različne, od registracije alpinistov, vodnikov, turnih smučarjev, tukaj bojo še zdaj ostale prišle dol, te, ki bomo dodali, in pa prijavnica na izobraževanje. Ta del bomo enkrat kasneje, ko bo to aktualno. Gremo na registracijo vodnikov PZS. Zdaj, kako vi oddate nek seznam registracije vodnikov? Se pravi, kliknete na tale plus, potem vir za dodajanje kliknete, registracija vodnikov PZS. Če imate sekcijo, se pravi odsek, vodniški odsek, lahko to zberete. Če ga nimate, to ni nujno zbrati. Se pravi, ta sekcija, odsek ni obvezno polje, kot vidite, tudi nima te zvezdice zraven. Datum evidence, zdaj seveda kasneje se bo to tudi avtomatsko postavilo, zdaj v tem trenutku še ni, postavite na 1.1.2021. Potem pa imate tukaj dol polja. Zdaj, najpogostejša napaka, ki se dogaja, da imate 10 vodnikov in potem za 10 vodnikov oddate vsak svoj obrazec. Ne, v ta obrazec se lahko vnese 10 vodnikov. Kako? Čisto preprosto, da tukaj klikate zraven te pluse. Vsakič, ko kliknete zraven plus, kliknite na shrani, zato, da začne iz registra črpati podatke ven, ker drugače jih ne. Glejte, če bom jaz zdaj dodal plus, pa ne bom kliknil,
mi ne bo nič dal. In tukaj zakaj? Zato, ker s tem lahko jaz pač namečem več obrazcev dol, več teh praznih pol, in potem šele hkrati osvežim podatke. Kliknem na shrani ali pa osveži podatke in začne register iskati. A ne? Se pravi, še enkrat, glejte, če kliknem zdaj na plus, ni nič, a ne? Meni nič ne najde. Dam osveži podatke, pa začne iskati, a ne? To je zato tako narejeno, da ni avtomatskega shranjevanja, ker če bi jaz zdaj na plus klikal, bi vsakič prišlo do avtomatskega shranjevanja in bi pol to trajalo, preden da se cel sistem okrog obrne, a ne? Tako pa jaz namečem zraven, a ne? In mi doda. Seveda zdaj teh pol je preveč, jih lahko brišete, a ne? In potem, ok, osveži podatke, in potem pač izbirate osebe. Recimo, bom zbral zdaj sebe. Tale je član. Pa bom osvežil podatke, a ne? Izpiše moj naslov, šifro, številko izkaznice, tukaj, da nisem član še, pa da imam pogoj, a ne? Aha, tukaj še že ima, a ne? Se pravi, tukaj imam vse kontrolira. Se pravi, kje vse sem član, to že ima, pomeni, da ste vi zame že oddali registracijo v tekočem letu. To je zdaj, če imate več ljudi, zato da je kontrola sistema, in če je tukaj enka, pomeni, da za tako osebo ni treba več oddajati, da že ima vnešeno registracijo in kliknete samo na briši, zato da ga ne podvajate, a ne. Pogoj je pa vezan na kompetence. Se pravi, če jaz ne bi bil vodnik, pač čisto preprosto ne bi dodali članarine. Oziroma ne bi pokazali tukaj, da imam pogoj, ampak piše neizpolnjeno. Se pravi, take osebe tudi ne morete oddati. Oziroma, če vi veste, da je nekdo vodnik, pa dejansko tukaj piše neizpolnjeno, pa je očitno pri nas neka napaka in jo morate k nam sporočiti, da je popravljeno. Toliko. Se pravi, izberete pač te osebe, recimo zdaj vem, da za Andreja sem jaz vnesel not. Bom sam shranil. A vidite, je enka, se pravi, jo že ima. Se pomeni, da je enka, članarina je ok, za njega tudi ni treba več dajati, a ne. Recimo dodate še enega, pa kliknete shrani, a vidite, on pa nima, za njega je treba dati, pogoje pa tudi ima, a ne. Tako da je treba, oziroma pogoje, nima članarine, ne. Tako da tukaj vam sistem vam vse skontrolira dol. In zdaj, če imate 3 vodnike, pač tukaj poklikate tele zdaj, ko ste jih pač preveč dali, zato tudi ni dobro, da jih preveč dodate, jih lahko sproti dodajate po 2. In potem obrazec, Veronika, ti bom jaz zdaj vdal tole, tako da sam pobrišem. Ok, in ko jaz to vdam, gre k Veroniki v potrditev, a ne? A vidite, nosilec je zdaj Veronika. In ko ona potrdi, se obarva v tole končano, kar pomeni, da je potrjeno in da je za vas stvar rešena. Zdaj, kje pa vi vidite te vaše registracije? So pa tukaj v tem zavihku registracije. In zdaj tukaj bo pokazalo vse, a ne, od alpinistov naprej vse, pol pa te registracije lahko urejate po kompetencah, a ne, se pravi, kaj so že, ne vem, lahko dobite različne kompetence, oziroma ja, najlažje je kar tole, moramo še malo popraviti. Registracija vodnikov, recimo, 2021 upišete, pa lahko dodate še, ne vem, alpinistov, kliknete na uporabi, pa vam da spisek od teh vseh ven, ne, te, ki so pač, ki ustrezajo tem pogojem. In seveda potem lahko tudi izvozite te podatke, vse te podatke v Excel in jih tam pač nadalje obdelujete. No, zdaj tukaj not bojo prišle tudi licence.
strokovni kadri so, tako da vse je. Zdaj, sam register se pa črpa iz članstva članarine kontaktne osebe, tako da če vam osebe ne najde, je siguren pač tukaj neki not, ali da je ni med kontaktnimi osebami, tako da takrat pa, če kot društvenimi, se pravi kot načelnik, nimate dostopa do tega, se boste pa mogli na vašega glavnega administratorja obrniti. Feri, kaj, če bo aktualno že letos? Tale opis v vodnikov. Mislim, kjer opis zdaj, sam povem bolj. Tole, kar zdajle razlagaš, oziroma način registracije vodnika za leto 2021. Do konca februarja. Vse to že zdaj poteka. Zato imamo ta seminar zdaj. Odlično, super. Ja. Se pravi, ni več klasičnega papirja. Ne, ni več klasičnega. To je zdaj, s tem namenom je danes ta seminar, in to je zdaj že potekalo, pa da bi do čim manj napak prihajali, pa nekih, bom rekel, nepotrebnih vprašanj v smislu, da ste v nekih dvomih ali pa ne vete, ravno zaradi tega smo danes tukaj. Ups, se mi pravi naša šefica vodnikov, da smo že vpisani v prost. Nisem, sem sam predsednik društva, ne delam te stvari, čau. V redu, ajde, čau. Imamo vodnico, ki je lani in predlani na porodniški, jo lahko letos potrdimo, čeprav nima upravnega izpolnjevanja. To se morate obrniti na Veroniko, glede na tista pravila, ki jih imate. No, tako da to ni vprašanje za zdaj, dajte to napisati Veroniki, pa vam bo z veseljem odgovorila. Zdaj, karkoli je v zvezi z registracijo, za vnos registracije enot še. Se pravi, pomembno je, da ima oseba članarino za 2021, da ima pisano kompetenco, se pravi, da je dejansko vodnik, če je sistem ne najde, če sistem javi, da nima kompetence, pa vi veste, da jo ima, dajte napisati na strokovni.kadri@pzs.si, bomo preverili pa napako odpravili, da seznam ne oddajate za vsako osebo posebej, ampak če imate 10 vodnikov, lahko oddate seznam za 10 vodnikov, lahko pa danes oddate za 5, pa seveda jutri se že 4, recimo, če niso bili člani še danes. Tako da ja, je tukaj več možnosti. Kot ste videli, je zelo enostavno, osebe izbira iz registra kontaktnih oseb, vse podatke imate že not, ni si treba beliti glave s tistim Excelom, ki enim odpira, drugim ne odpira. Prijavite se v navezo preko pzs.si, vnesete podatke in oddate in s tem ste naredili vse. In hkrati dobite tudi možnost izvoza podatkov, pa nadaljnjo uporabo, obdelavo, za karkoli že potrebujete. Bo pa seveda to tudi tako narejeno, potem v eni kasnejši fazi razvoja, da bo za te osebe že tudi pripravljen nek dopis kot potrdilo z glavo Planinske zveze, štemplom pa podpisom, kar boste pač se lahko sami natisnili pa priložili bodi si neki vlogi za občinski razpis. To je neka zdaj kratkoročna usmeritev v prihodnost. Za turno-kolesarske vodnike je bil posebej razpis. Se pravi, za vse strokovne kadre imamo posebej razpis. Zdaj za turno-kolesarske vodnike zaenkrat se še ne oddaja tukaj, ker moramo še rešiti neke administrativne stvari okrog poročil, pa tega je pa v planu, da se bo oddajal preko naveze tudi, medtem ko za alpinistične inštruktorje se pa zdaj že drugo leto tukaj oddaja. Ali preverjene članarine in izpolnjevanje poteka na strani PZS? Preverjanje članarine poteka kar v navezi, se pravi, je že elektronsko narejeno, avtomatsko. Če oseba ima članarino, jo lahko izberete oziroma ne. Se pravi, ta del še ni vključen, bo pa mislim, da v tem tednu, da če oseba ne imela članarine 2021, se pravi, aktualne članarine bo avtomatsko blokirana in ne bo možno oddati. Posnetek tega seminarja bo dostopen, vam bom sporočil, kako. Če vodnik za letošnje leto ne bo vplačal članarine, ali ga lahko kadarkoli kasneje po izpolnitvi pogoja. Zdaj čisto odvisno, jaz mislim, da ima vodniška komisija nek rok. Zdaj pa sem prišel.
da ima nek rok za dokdaj lahko date registracijo. Mislim, da je marca, ne Veronika. Z marcem se bo tudi to zaklenilo dol. 28. februar je tako kot po pravilniku že leta do zdaj je rok za oddajo, o polnoči se bo aplikacija zaklenila, tako da dajte se potruditi in vneste članarino za letos in oddajte za registracijo. Karkoli je kaj spornega, dajte mi mail napisati, bomo sproti reševali, da bomo do konca februarja to lahko uredili. Pojavilo se je še vprašanje, kako je s pripravnikov A še ne moramo vnašati preko naveze. Če želite kakšnega pripravnika A registrirati, mi napišite na mail, pa ga bom dala na seznam. Ja, ker pripravniki niso strokovni kadri, ne. So pač še v fazi usposabljanja. Janko Kovač, za registracijo smo zbirali poročilo o upravljenih aktivnostih za preteklo leto. Mislim, da sedaj, Veronika, to že drugo leto ne zbirate več, tako da je ti to. Ne, Janko, zdaj to tako, to je zdaj stvar društva. Nekatera društva to od vodnikov še vedno zahtevajo, zato da preverjajo. Manjša društva, ki imajo vse, pač, ker jih je malo, jih lažje kontrolirajo, ne zahtevajo, zdaj to je stvar društva, vašega dogovora, ali bojo vam še vedno pisali poročila ali ne. Mi tega ne zahtevamo. Registracija sedaj je samo še preko naveze. Vi ga vnesete noter, s tem potrdite, da je bil aktiven in pa seveda mora plačati prej članarino. Ok. Alen Jalšovec. Se opravičujem, ampak sem preskakoval, dodaš vodnika v svoje društvo, čeprav izhaja iz drugega društva. Kot D člana navodila imajo pa vaši društveni administratorji, ki so zadolženi za članarino. No. Mora biti najprej v tistem društvu član, potem se ga pa lahko vi včlanite kot D člana, zato ker je navzkrižno preverjanje v sistemu in ga drugače ne morete vnesti. Postopek pa to poznajo društveni administratorji za članarino. Aleksander Mlakar, licence zavedene, ja, licence še niso not v sistemu za vodnike, bojo pa še v letošnjem letu. Pa Borod sem ti že jaz popravil. Tako da. Ok, a še kako vprašanje? Lahko se vklopite, vprašate. Se pravi, karkoli, strokovni kadri, vpisi v razvid za potrdila in tako naprej, pišite strokovnik.kadri@pzs.si. Probite se izogibati klicom, ker po telefonu pač ne moramo nič rešiti. Dajte napisati, pa bomo vam odgovorili. Kar se tiče članarine, dela v navezi portala afna.pzs.si. Ta video bo pa tudi na voljo, no. Verjetno ga bom obesil v navezo, no, tako da ga boste lahko videli. Še kaj? Zdaj lahko vprašate. Če je karkoli. Če ne, se vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas na današnji dan. Aha. Nesla sem vodnike v registracijo. Kdaj se pokaže enka? Ne pokaže se, če ta vodnik še ni bil registriran. To je kontrola, da ne bi prihajalo do podvajanja. To sem tudi povedal. Se pravi, enka se pokaže, če je ta oseba, če ste že, recimo, da ste včeraj vnesli registracijo, da imate 30 vodnikov, včeraj ste 20 vnesli registracijo, danes boste pa še ostalim 10. Pa ste po nesreči še unga dodali, niste vedeli. V tem primeru vas bo sistem opozoril, aha, ta pa že ima registracijo, takrat se bo enka pokazala. Ok. Matjaž, še pozdrav iz Ribnice, še od zadnjič naveza tebi in tvojim sodelavcem Veroniki. Hvala za vaš support in trud, ki ga nudite nam, da to peljemo skupaj, no, to zadevo. Res lepa hvala, ko ste vedno na voljo. Ja, malenkost, mislim, sej brez vas praktično ne gre nič, ne, tako da tukaj, to je še najmanj, kar lahko naredimo.
tole za vodnike, mi smo ohranili to, da interno zbiramo, tole je razvito, oziroma od vodnikov, da se kakšna dilema ne pojavi v nadaljevanju, kakšna špekulacija, da smo komu čez prste pogledali, tako da mi smo ohranili te ture obveznosti, ki jih imajo, jih hranimo v arhivu, tako da potem pa potrdimo tem našim članom registracijo. Kar tako na lepe oči pa ne, no. Ravno zaradi tega, da se ne bi pojavilo, da smo šli kar takole, no, nekomu, no. Tisto minimalno število, mislim, da je 3 oziroma 3 vodene oziroma 5 po pravilniku, no. Tisto pa zahtevamo in hranimo v arhivu, še vedno. Dobro. Tukaj je še eno vprašanje, ali diplome za vpis v razvid strokovnih kadrov lahko društvo zaprosi za večje število vodnikov, namesto da vsak vodnik posebej to zaprosi. Ne. Vpis je individualen in te diplome bojo prejeli vsi individualno na svoj domači naslov. Oziroma naslov stalnega prebivališča. Tako. Ok. Lep preostanek večera želim, pa uspešen teden. Nekaj se obeta dež, konc vikend bo pa spet sončen, tako se obeta. Tako da bodite lepo pa varno na planinskih poteh, kjerkoli ste že. Srečno. Hvala, enako, ostanite zdravi. Živjo. Srečno, dio. Ja.